sodobni formuli 1 nas razni mediji, razni viri venomer bombardirajo z novimi rešitvami, ki jih imajo določene ekipe Formule 1 na svojih bolidih. Polni smo skic novih rešitev, novih stabilizatorjev, novih profilov, a marsikateri navdušenec Formule 1 se ne zaveda, da je večina aerodinamičnega oprijema generirana v delu bolida, ki je nam pravzaprav neviden. Gre za dno bolida in o dnu bolida in zakaj je ta del tako pomemben, bo danes tekla beseda. Da bi razumeli, katere zakonitosti veljajo v tem delu, se moramo prvo vrniti na Bernoullijevo enačbo in Venturijevo cev. Venturijeva cev ni nič drugega kot na sredini zožena navadna cev in s pomočjo Bernoullijeve enačbe se da na hitro poenostavljeno povedati, da ukolikor imamo enakomeren pretok plina skozi to cev, pomeni, da povedano, če je enaka količina plina v enakem času gre skozi to cev, mora na tej zožitvi iti bolj hitro. Ukolikor gre bolj hitro, je tlak v tem delu manjši kot tam, kjer gre bolj počasno. In prav ta princip si je zamislil Colin Chapman v sezoni 77, ko je predstavil prvi bolid s stalnim efektom Lotus 78. Ta je imel na dnu bolida zožitev, pri straneh zavesice iz gume, spodnji del, asfalt, proga je bil pa spodnji del te Venturijeve cevi. S tem, ko je znižal ta tlak pod bolidom, je v bistvu tega prilepil na podlago. Dobil je aerodinamični oprijem. V naslednjem sezoni 1978 z Lotusom 79 je dokončno potrdil to teorijo in začela se je obdobje tako imenovanih bolidov s talnim efektom. Ta talni efekt je bil na začetku tako močan, da na nekaterih progah so bili bolidi celo brez sprednjih profilov, teh aerodinamičnih profilov, pravzaprav zato, ker jih niso več potrebovali. A zadeva je bila zelo nevarna, imeli smo smrtne žrtve, imeli smo bizarne nesreče, ko je bil ta aerodinamični oprijem tako močan, ta sila tako močna, da je polomila obese bolidov in tako naprej in tako naprej. Prva omejitev je v sezoni 1983, ko se s pravilnikom zapove ravno dno pod bolidom. To seveda je samo zmanjšalo talni efekt, delalo se je še naprej v tej smeri in naslednjo veliko spremembo imamo po smrti Ayrtona Senne v sezoni 1994, ko se zapove ta lesen distančnik po sredini bolida. To zato, da bi se odmaknilo ravno dno od proge. Seveda je razvoj šel svojo pot naprej in danes smo v fazi, ko sodobna Formula 1 glede na pravila, glede na veličino teh navadnih stabilizatorjev, danes generira bolid Formule 1 nekje od 45 do 55% kompletnega aerodinamičnega oprijema samo z ravnim dnom in difuzorjem na koncu. Princip je še zmeraj isti, tisti, ki sem ga povedal na začetku. Če se pogleda sam difuzor, se nekako opazi, da je ta zelo podoben Venturijevi cevi. Pod ravnim dnom pa inženirji s pomočjo vrtincev, s pomočjo usmerjanja zračnega toka dosežejo isti efekt. Čeprav ga mi na prvi pogled ne vidimo, lahko delovanje tega razberemo iz posnetkov simulacij CFD, kjer je lepo pokazano, da je tlak plinov, ki grejo pod bolidom, seveda na robovih bistveno večji, kajti tam se upre, to se pravi vidimo tiste rdeče cone, a na sredini dolžinsko tega ravnega dna, na tistem območju levo in desno od distančnika vidimo velike modre cone. Te cone so cone, kjer je tlak nižji in tam deluje podtlak, tam ima bolid aerodinamični oprijem. Enako vidimo tudi na difuzorju, a tu je precej bolj logično, precej bolj vsem nam razumljivo, zakaj pride do tega. Izhajajoč iz tega se moramo zavedati še naslednjih dveh stvari.
Ko gledamo razvoj bolidov, ko gledamo razvoj novih prednjih stabilizatorjev, moramo biti bolj pozorni kot na kakšne delčke pri stranskih usmernikih, pri profilu samemu, na območju pod nosom bolida. Kajti tam se usmerja tisti zračni tok, ki gre na ta bočni usmernik, bargeboard, ta usmernik pod bočnimi vstopniki vsakega bolida, kajti prav ta tok je tisti, ki generira ta aerodinamični oprijem, o katerem sem pravkar govoril. In bolj nam je jasno, zakaj vsaka napaka pri postavitvi samega prednjega kolesa oziroma tega razmerja teh zračnih tokov lahko privede do tega, da je cel bolid, cela šasija praktično napačno konstruirana, napačno zdizajnirana in gre za neko težavo, katero jo ni mogoče kar tako odpraviti. Da zaključimo, ko bomo gledali naslednjič te nove posodobitve, ki jih bojo ekipe pripeljale za določeno progo, se moramo zavedati nekaj, da res kakšna sprememba na profilu je koristna, lahko deluje, lahko prinese nekaj desetink, lahko tudi manj določenemu bolidu, a bistva bolida ne more spremeniti, ta je dober ali slab. Bistvo je pogledati, kako deluje tisto pod dnem bolida, tam se dogaja največ, kajti največ oprijema se generira tam sorazmerno najmanj upora, vse tisto okolje, vse tisto nam vidno na očem, je pa samo en del, ki pripomore k boljšemu rezultatu, ne pa k spremembi iz slabega na dobro. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.